enega Viktorja že imate v rokah na polici doma, ne so apetiti po drugem veliki želji? Ne, v bistvu res ne. Mi smo se prišli zabavati, ker konkurenca je res huda. Tako da mi smo v bistvu svoje že dosegli s to nominacijo. Smo zelo veseli. Vajeni smo vas v tandemu z Tajđijem, tako hišo, ne? Danes pa kaj je zdaj to za eno prešuštvo, ne? Danes pa niste prišli s Tajđijem. V bistvu tako je, Tajđi je odsoten, je že 3 tedne v tujini, tako da sem upravičila, da res ga ni mogel priti, tako da je na moje veselje vskočil samo za danes Dejan Pevčević in je danes moj spremljevalec. Lani ste sem prišli v družbi, mislim, da Tadeje Ternar ali nekaj takega, letos pa za eno drugo spremljevalko, manekenko Lepotica. Tako je, lansko leto sem bila z Miss Slovenije Tadejo Ternar, ki je pač tudi moja kolegica, prijateljica. Letos pa sem prišla z Mirelo Korać, Miss Universe, še vedno aktualno letošnjo. Koliko od teh današnjih esadnikov ste pa vi oblekli? Danes sem kar enih par, se pravi, pač Mirelo Koračevo sem oblekla, potem tudi Ano, ki je nominirana za Viktorja. Morda tudi nekoč za Oskarja. Ja, morda tudi nekoč za Oskarja, ja. In pa seveda gospo Mijo Janković. Vama je všeč, ko Ljubljana za en večer malce posnema Hollywood? No ja, če posnema, to je vprašanje, ampak Ljubljana ima tudi svoj Hollywood in današnji Viktorji kažejo tudi neko našo uvrstitev, tudi na to vrsto zemljevida. In jaz sem srečen, da je to v Ljubljani, tudi zadovoljen. Konec koncev vsi, ki so danes tu, ki so nominirani, si to zaslužijo, imajo svoje občudovalce in je to nagrada za njihovo celoletno delo. Pobenem tudi obveznost za naprej. Ja, danes bo en lep večer. Pa vam je všeč to zvezdniško vzdušje? Ne vem, če je ravno zvezdniško vzdušje, sam mislim, da smo pa gospe predvsem vesele, ko lahko uporabimo slovenske kreatorje, da pokažemo par lepih kreacij. Če bi vi imeli priložnost nekomu podeliti čisto po svojem okusu nagrado za življenjsko delo, komu bi jo? Jaz svojih občutkov in svojih izborov ne povem naprej, kajti vsak tisti, ki dobi, si to zasluži. In se mi zdi, da kot župan glavnega mesta to sprejemam. Tako imam svoje favorite, ampak vedno držim zase. Pa vi stiskate pesti še posebej? Jaz mislim, da vsak, ki pride v ožji krog ali pa v širši krog, vseeno si zasluži, ker vas trud, ki ga čez leto pokaže, tako da vsak pa ima svojega favorita. Radio Center letos med nominiranci, kaj zdaj Mariborčani? Nam bo ratalo? Ja, super bo, če bo tretje, ne? Tako da smo bili veseli lanskega in predlanskega Viktorja. Ja, v bistvu smo bili vsako leto ful presenečeni, ko smo ga dobili. Letos bomo najbolj presenečeni, če ga bomo dobili, ker meni se zdi, da pri podeljevanju takih nagrad pa tisti pregovor, da gre v tretje rado, ne drži najbolj. Vidjet ćemo. Vama je še kako posebno zadovoljstvo, da v prestolnici slavi en radio z našega konca? To pa vsekakor, ja. Ker dejansko Radio Center je iz mariborskega radija prerasel v vse slovenski radio. In je to ena taka lušna štajerska zgodba, pa smo vsi skupaj, cela ekipa ponosna na to, da nas poslušajo po celi Sloveniji. Kakšen je kaj občutek, ko veste, da bo to noč celotna Slovenija z vami v vaši spalnici? Ja, lejte, to je to, ne. Jaz tam na odru od Viktorja lahko marsikaj rečeš, ampak kaj mi drugega ostane, kakor sanje, ne. Jaz sem pač to napovedal, da bi vse nekaj bilo, ne. Zdaj, a veste. Se pa delam na tem? Ja, se dela na tem, ja. Ni pa samo od mene odvisen, ne. Kar pejte se vi malo zmeniti, pa malo... Zdaj pa nazaj k temu kipcu. Ja. Vam veliko pomeni ali ne daste kaj veliko na nagrade? Ne, lej, to je zmeri prijetno presenečenje, to je zmeri neka Nobel prireditev, tralala, gor, dol. In ni ga človeka, ki ne bi mal trzel takrat, če si nominiran, pa ko tik preden povejo. In ni ga človeka, ki ne bi bil po mojemu zadregi, preden gre na oder, kaj bi, a bi scenarij A, scenarij B, kaj bi povedal, bla, bla, gor, dol. In ni kar tako, no, veste, to ne, mislim, je en tak šok, ne. Saj pol, če ga dobiš, je pozitiven šok, sam prej pa ni čist lušen, no. Ampak sem pa ga ful vesel. Jasna pa ni bila med nominiranci, ne, za medijske osebnosti, ni bilo kakšnih povešenih nosov, grdih pogledov. Ne, mislim, da ne. Pa sej tudi, mislim, če bi bilo obratno, bi ona bila nominirana, da ga ona dobi z veseljem, pa če ga jaz tudi, če ne bi bil nominiran. Se mi zdi, ne vem, no, se tako počutim. Mislim, da ni nič užaljena. Vso to vriskanje in kihanje se je očitno vendarle splačalo, ne? Viktor je vaš, na zdravje. Ja, hvala lepa, no, saj mi, naša ekipa bolj malo vriska in bolj malo kiha.
kar delamo, no? Tako, ker vsako oddajo skušamo res zastaviti, da gledalec nekaj od nje odnese. Ne? Mislim, da se to pozna in ljudem je to všeč. Ni nabor neke glasbenih točk, pa kar neki, ne? Ampak se vsake oddaje lahko kaj naučiš, pa malo nasmejiš, pa je to veliko. Bi lahko oddajo Na zdravje poimenovali tudi, ne vem, slovenska vrnitev k koreninam? Ja, Slovenci bi se lahko večkrat vrnili k koreninam, ker te nam dajo našo samozavest, ampak če ti ne poznaš korenin, če ne veš, odkot izhajaš, tudi ta samozavest potem ne more biti tako trdna. Ne? Kakšni so načrti za nocoj? Boštjan je že povedal, kako bo proslavljal v domači spalnici tega Viktorja. Ja, jaz ne vem, če bom imela takšno srečo, ne, tako kot Boštjan. Ne. Recimo, da bom z ekipo, Jože, Marko, naš režiser in ostali, da bomo, upam, da dali kaj na zob in pod zob, ker sem zelo lačna. Odmevi so torej letos spet slavili z Zlatim kipcem. Bi lahko to razumeli kot vrnitev od pompa in drame k informacijam? Slutim vaše vprašanje. Hoteli ste reči vrnitev odpisanih, a ne da? Ne, vrnitev bolj resnih. Veseli smo, da se ta tradicija nagrajevanja odmevov spet vrača. Malenkost je bila pretrgana, leta in leta so odmevi dobivali in če je to mišljeno iskreno, da smo dobri, potem smo tega lahko vsi ustvarjalci odmevov zelo veseli. Kaj pa je po vašem mnenju tisto, kar odmeve razlikuje od ostalih dnevno-informativnih oddaj? Jaz upam, da se vidi, da je v odmeve vložena ena ogromna količina dela, energije in priprav. Jaz mislim, da se ta potenca, ki jo odmevi zmorejo v 2-milijonski Sloveniji vsak večer v delovniku najti temo ali celo dve, s katero narediš studijski pogovor, jo osvetliš. Mislim, da je to nekaj, kar še odmeve zmeraj drži nad povprečjem. Malce manj komercialen projekt Saga se torej izplačal? Za nas ja, seveda, kot ustvarjalce, normalno. In poskušamo majčkeno drugače predstaviti naše ideje naši publiki in zgleda, da še zmeraj to deluje. Ne? Kar pomeni, da mi v bistvu s časom se učimo muzike in jo tako potem predstavljamo, tako, ki se jo naučimo potem ostalim ljudem. Se pravi, meni je všeč, da nismo ostali na nivoju, kjer smo bili prej, ga še zmeraj spoštujem in mi je všeč, da tudi tisti, ki imajo radi to muziko, niso ostali na istem nivoju in da nas spremljajo in da nas podpirajo in da lahko potem zaradi tega dobimo Viktorja. Torej je tudi Siddhartina publika odrasla? Jaz mislim, da ja, no, ampak mi je tudi zelo dobro vedeti to, da v bistvu dujemo nove in hranimo starejše. Medtem pa tiste, ki niso čisto resni bili, kar je normalno, ne, tudi izgubimo kakšnega, ne, ampak to je stvar okusa in jaz verjamem, da so marsikoga razočarali in marsikoga presenetili, predvsem pa smo, jaz se mirno zaspim in mirno zbudim. Ne.